Dajmo pogledati napoved za vas, levi. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še bolj podrobno razložili te pomene, da bi dobili malo več kakšno novo informacijo ali nasvet. To so splošne napovedi, zato si je potrebno interpretirati pomene po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo kar začeti. Dajmo kar začeti in karte se strinjajo. Ok. Ok, že iz prve vidim, da imamo tle 4 velike arkane, kar je zelo dobro. Pomeni, da delate neke velike in pomembne korake trenutno v vašem življenju. Zdaj, kot osrednjo karto naslednjega tedna imamo tukaj devetico novcev. Ja, devetico novcev, kar pomeni, da boste nekako v bistvu, tukaj boste zelo samozavestni, stopili boste v to svojo moč, nekako boste vedeli, da ste na pravi poti in tudi videti je ful velik in hiter napredek. Ja, v bistvu to je vse, kar bi povedala za enkrat. Dajmo pogledati kar preteklost. Zdaj v preteklosti vidite tukaj, da ste dobili neko novo energijo, nekaj čustvenega. To je lahko neka oseba, lahko je to neka ideja, lahko je to neka želja, ki se vam je uresničila. Skratka, nekaj, kar vam je v bistvu res napolnilo srce, dalo dosti neke ljubezni, čustvenosti, harmonije in s tem ste hkrati bili pripravljeni na nek nov korak, na nek korak v neznano. V bistvu bili ste pripravljeni narediti nek drznejši korak. Zdaj, v trenutni situaciji imamo tukaj kočijo in visoko svečenico. In v bistvu dosti znamenj tukaj dobiva visoko svečenico tu ali pa v prihodnosti, kar nekako nakazuje, da smo v splošnem v takih energijah, ko odkrijemo neke skrivnosti, ko se nam razkrivajo neki novi pogledi, ki nam v bistvu razjasnijo neke stvari. In videti je, da tukaj ste nekako trenutno zdaj fokusirani na vaš cilj, mogoče vas premetavajo stvari še, ne vem, nekako te dvomi pa želja, nekako uravnavate te energije med tem, da ne greste preveč v eno stran, niti preveč v drugo, nekako probate ohranjati neko ravnovesje in iti naprej proti vašemu cilju. Ampak zelo verjetno je, da se vam je zdaj v kratkem ali pa se še bo tukaj razkrila neka pomembna skrivnost. In ta skrivnost vam bo dala v bistvu res tisto pravo moč, ampak verjetno se boste pred tem nekako zapirali vase in premišljevali o tej skrivnosti, oziroma ta skrivnost, to je pač nekaj, kar prej niste vedeli, to ne pomeni, da to zdaj neka prikrita laž ali ne vem karkoli, pač nekaj, neka skrivnost, nekaj, kar so mogoče drugi vedeli, pa vi niste vedeli, ampak na nek način se vam je nekaj razjasnilo. In mogoče ste zaradi tega nekako se zatopili v svoj svet, ampak v bistvu vam je ta skrivnost dala še nek večji zagon. Zdaj v bližnji prihodnosti imamo paža kelikov in cesarja. In jaz bi rekla, da v bistvu, da boste v prihodnosti to nekaj, ali je to oseba ali je to neka želja, da boste to na nek način zelo negovali, da boste to nekako probali spraviti v neko boljšo obliko ali kaj takega. Ampak hkrati tudi videti, da boste tukaj postavili neke konkretne temelje na tem področju. Torej recimo, če je to neka oseba in vam je ta oseba bila všeč in ste bili pripravljeni z njo, ne vem, v zvezo ali pa enostavno ji dati priložnost. In potem se v bistvu nekako ste bili recimo tako, ste držali neko distanco, zato da ne bi vas ta oseba mogoče prizadela ali kaj takega, in pol ste v bistvu odkrili neko novo skrivnost, neko skrivnost glede odnosa na splošno ali pa glede nečesa drugega, kar vam je v bistvu pomagalo
vam je pomagalo v bistvu v tej situaciji ali odnosu najti tisto pomembno stvar. Ne vem, upam, da ima to nek smisel za vas. Skratka, zdaj v prihodnosti je videti, kot da boste ta odnos nekako negovali, ampak hkrati boste v bistvu postavljali neke konkretnejše temelje. Bolj se boste osredotočili na temelje. Recimo, če to zdaj nek odnos, da postavite že v začetku tiste neke stvari oziroma neke zahteve oziroma neke želje, zato da ne bi potem kasneje prišlo do nekih nestrinjanj, nesporazumov. To je zdaj recimo lahko se nanaša enako na vašo željo, na vašo kariero ali kaj takega in upam, da si boste to znali sami preslikati v vašo situacijo, ker če bi povedala zdaj vse scenarije možne, bi bili tukaj 2 ure. Tako da, dajmo kar pogledati preteklost. Kaj se je dogajalo v preteklosti? In kaj je ta neka nova čustvena želja in ta pot, ki sem odprla, ki sem jo odprla? Kralj novcev, sonce in visoka svečenica. Ponovno. Tukaj spodaj pa imamo kraljico mečev, ki je obrnjena proti preteklosti. Če se zdaj spomnim, ste imeli vi v preteklem tednu napoved, da pred vami ni ovir. In tudi karta sonce se spomnim, da je prišla v trenutno situacijo. Tako da v bistvu jaz bi rekla, da tukaj nekako, kar se tiče bližnje preteklosti, tukaj je res nekaj lepega in tukaj ste enostavno, ne vem, bili v neki svoji moči. In zdaj, tako da ste nekaj iz preteklosti, v nečemu iz preteklosti ste dobili neko moč. Ne vem, nekaj takega. In ta skrivnost se vam je verjetno razkrila že v preteklem tednu, ampak se bo nekako nanaša še na trenutno situacijo. Zdaj, akcija, oziroma korak, ki ste ga naredili v preteklosti. Jaz vidim, da da ste zaradi te skrivnosti v bistvu naredili ta nek korak in mogoče neke osebe, ki so vas pred tem ovirali ali pa neke dogodke, situacije, da ste tukaj naredili nek presek. In s tem ste se v bistvu znebili teh zadnjih omejitev, ki so vas nekako ovirale pri tej poti. Ja, to je v bistvu vse, kar bi tukaj povedala. Dajmo gledati naprej. Tukaj imamo karto stolp, 8 kelihov in cesarico obrnjeno. Kaj pa se je to zdaj zgodilo? 7 mečev obrnjena. Tukaj se mi zdi, kot da ste na nek način potegnili ta-kratko. Ne vem, to sem slišala v mislih. Na nek način nekaj je prišlo in nekaj je prišlo v vaše življenje, kar vas je na nek način šokiralo. In ste se nekako od tega umaknili. Ampak v bistvu ste tukaj našli neko svojo moč. Sam, glede na to, da se cesarica obrnjena, bi rekla, zdaj lahko se nanaša na preteklost. Dajmo pogledati samo še na svet. Ok, 6 kelihov obrnjena in izid. In zdaj pa rada samo ta stolp še malo razjasnila, da vidim, wow, da vidimo še, Ja, ta dogodek, ki vas je na nek način šokiral, je v bistvu razbil nekaj iz preteklosti, neke stare vezi, ampak to vam je dalo hkrati neko novo moč, da ste v bistvu na življenje pogledali drugače. Ne vem, tako bi rekla. Zdaj, karte vam tukaj svetujejo,
Jaz sem občutek, kot da se je tukaj nekaj zgodilo in ste potem se odmaknili od neke ideje. In to je to, ko vas v bistvu, ko sem na začetku rekla, da vas nekako vlečeš v eno stran, pa drugo, pa nekako iščete tukaj to ravnovesje. In jaz bi rekla, da ste se od nečesa potem umaknili zaradi tega dogodka, ampak karte vam svetujejo, da mogoče posvetite še nekaj priložnosti temu, čemur ste se umaknili. Ne vem. Ja, jaz upam, da ima to za vas nek smisel, ker si zdaj trenutno težko povem neke konkretne scenarije za te dogodke, ker je tukaj možnih 100 različnih scenarijev, ampak na nek način to, od česar ste se umaknili, da se v bistvu temu bolj posvetite, da tukaj nekako se osredotočite malček na to, ker tukaj se bo potem nekaj umaknilo in ravno to, kar se bo umaknilo, vam bo dalo tisto moč. Ne vem, tako. Upam, da je to jasno. Mislim, tako zelo težek vpogled, tako težko najdem nek konkreten primer, da bi bil recimo čim bolj splošen. Dobro, dajmo pogledati za prihodnost, pa bomo videli, kaj bojo karte povedale. Tukaj imamo paža mečev, kraljico kelihov in šestico palic. Spodaj pa imamo karto sodba obrnjeno. Zdaj tukaj imamo dva paža, imamo paža kelihov, paža mečev in tukaj imamo še enega paža kelihov. In jaz bi rekla, da tukaj, kot da morate posvetiti pozornost najprej nečemu, od česar ste se zdaj umaknili. In s tem, ko boste vi posvetili pozornost temu, čemur ste se umaknili, boste dobili neko moč. S tem boste v bistvu naredili neko spremembo. Ne vem. In ta sprememba se nanaša na tega paža. To je zdaj lahko neka oseba, neka mlajša oseba ali pa neka oseba, ki ni na nek način izkušena mogoče ali kaj takega. In na nek način, pa to je ful težko interpretirati zdaj, ker nimam neke konkretne osnove, na kaj bi se to lahko nanašalo. Moram priznati, da imam tukaj malček težav. Okej. Dajmo pogledati še na svet in izid. Okej, dobro, zdaj mi je mogoče malo bolj jasno. Torej, tukaj je nekaj, kar bi mogli še nameniti pozornost in nekako problem je, ker tukaj še nekaj žonglirate, nekaj še iščete neko ravnovesje, nekaj vam še tukaj manjka, se mi zdi, nekaj ne vem, zakaj imam tukaj take težave z interpretacijo. Ker načeloma te splošne energije so tukaj zelo jasne. Pač nečemu se posvetite in potem to date v neko formo, v neko strukturo, nekako nadgradite. In dosežete tudi nek temelj dober. Zdaj, po teh dogodkih pa tukaj je videti, kot da se ful neke take konfliktne energije, mislim, konfliktne ne v smislu, da bodo konflikti, ampak bolj nekako neodločenost znotraj vas. In na nek način bi to, pa pol bi ono, pa nekako tako dobivam neke take energije. In tukaj še vedno nekako žonglirate, nekako tehtate možnosti, imate neke pomisleke mogoče. Ampak takoj, ko se boste v bistvu tukaj nekako zjasnili, ko boste se umirili, boste potem našli tisto pravo pot, pravo priložnost, pravo osebo, pravo idejo, pravi korak naprej. In ne vem, zakaj imam tukaj take težave z interpretacijo teh kart, prav ko jih gledam, mi nič ne povejo, nič konkretnega, kar mi je zanimivo. Kaj takega ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, ampak prav nič, prav tema.
Tako da, ne vem, vse mogoče vi, ko se vam to dogaja, boste, upam, da znali to nekako postaviti v svojo situacijo in si nekako interpretirate pomene in vam bo potem lažje razumeti, kaj te karte govorijo. Ampak definitivno, če povem na kratko, bi samo tukaj rekla, da mogoče, da se osredotočite na te temelje in mogoče tukaj začnete nekaj graditi. Se pravi, če gre za odnos, da postavite v odnosu neke temelje že na začetku in potem, da se ne obremenjujete s tem, kaj bodo ti temelji ustvarili, ali bodo kaj zrušili, ali bodo še kaj popravili, ampak na nek način, da nekako nehate žonglirati, ker ko boste nehali žonglirati, se vam odpre tukaj neka priložnost, neka pot. In to vam bo potem pomagalo priti do te devetice novcev in tukaj imamo tudi šestico kelihov, ki pa je tale karta, tako da je kar zanimivo. Evo, in tukaj pa vaša karta moč. Levi, tu ste me pa kar zmučili, upam, da vam je bilo to jasno, res upam, in nič. Hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo potem v naslednji napovedi.